Jaz bi vas prav lepo vsa pozdravila na tiskovni konferenci, kjer bi vam radi predstavili dogodke o praznovanju 58. občinskega praznika občine Ljutomer. Na moji strani so seveda zaslužni, ki nam pomagali pri pripravi tega res bogatega programa. Pripravili smo 30 dogodkov, zato bi se jaz iskreno zahvalila na tem mestu in seveda vsem ostalim, ki so pri tem sodelovali. Danes pa bomo mi seveda poskušali čim bolj predstaviti te dogodke in seveda povabiti tako naše občanke in občane, kot tudi vse ostale iz sosednjih občin na vse te dogodke, za katere verjamem, da bo vloženega veliko truda in energije. Začeli bomo v soboto, 2. avgusta, kjer je tradicionalno otvoritveni dan, praznujemo cel teden, tako da ponavadi v soboto začnemo z nogometnim klubom iz Ljutomera, ki tradicionalno organizirajo turnir v spomin na Jožeta Lebara Juša. Ta dan seveda tudi poskrbi nogometni klub zvečer za družabni večer in letos so organizirali koncert glasbene skupine Viktorje. V soboto bo tudi odprta fotografska razstava Eter gospoda Vedrana Tomšiča. In v naši sredini bi seveda pozdravila predstavnika nogometnega kluba iz Ljutomera, ki bi nam malo več povedal o tem, kar se po strani nogometnega kluba tudi v soboto dogajalo. Lepo prosim. Lepo pozdravljam vsi prisotni. Kot vsa leta, tudi to leto se to prvo soboto organizira ta tradicionalni memorialni turnir. Letos je to 10. turnir v spomin dolgoletnega člana Jožeta Lebara Juša. Dejansko zadeva se bo pričela ob 14. uri na stadionu v Ljutomeru, kjer bodo sodelovale 3 ekipe, to je domača ekipa Ljutomera, ekipa Cvena in ekipa Beltinec. Po zaključku tega turnirja, to je predvidena ura nekje okrog 18. ure, se pa zadeva predstave in nadaljuje na glavnem trgu, kjer bo tudi ta koncert skupine Viktorji in pa sama razglasitev in pa podelitev priznanj oziroma pokalov. Skupina Viktorji bo imela svoj koncert in se pravi, to se bo pač odvijalo cel večer, nekje tam do 2. ure zjutraj. Tako da to je glavno to. Seveda, zadevo smo tudi medijsko podprli, reklama se vrti, pa tudi vse lepo vabimo, da se udeležijo, se pravi, čim večjem številu. Hvala lepa gospodu Cirilu Podgorelcu. Nadaljujemo v nedeljo, 3. avgusta, kjer smo se z župnijo Ljutomer dogovorili, da se bo zgodila naša slovesnost ob predaji prenovljene mrliške vežice svojemu namenu. To se bo zgodilo na samem pokopališču. Ob tej priložnosti bi omenila, da sem zelo vesela, da je prišlo do prenove tega objekta, čeprav mi sicer ob priložnosti občinskega praznika ne predajamo infrastrukture in razgrajenih objektov svojemu namenu, ampak tukaj je pač specifika, ker smo župnijo dogovorili mašo. Ta pokopališka vežica dejansko bila sedaj zgrajena v skladu z željami krajanov vseh 4 krajevnih skupnosti, ki tangirajo na pokopališče v Ljutomeru. In omenila bi kot posebnost tudi to, da se je pred mrliško vežico postavil tudi nagrobni kamen, križ, ki ga je darovala sicer gospa Alka Bercer v zdajstnem času, je pa bil last židovske družine Rado. No in v nedeljo je v bistvu dan, ko je razglašen kot dan ljutomerskega kasača. Letos je leto ljutomerskega kasača in večina prireditev, ki se zgodijo v nedeljo, je v organizaciji kasaškega kluba v Ljutomeru. Izjema je seveda lokalna turistična organizacija, ima predstavitev spominkov in pa degustacijo naših dobrih oziroma odličnih vin.
In pa za najmlajše otroke se je pripravila predstava s čarodejem in pa medvedom Čalopinkom, ki jih boste razveseljevala tudi za peko palačink. Sedaj pa bi prosila gospoda magistra Slaviča, predsednika Kasaškega kluba, da nam predstavi dan ljutomerskega kasača. Hvala županja za besedo in za povabilo. Lep pozdrav vsem skupaj. Mislim, da smo letos že dosti govorili o ljutomerskem kasaču, pa nikoli ni preveč. In bomo še tudi naprej, pa ne samo letos, ampak nadalje. Mi smo ta program, ki smo ga tudi že predstavili enkrat tukaj na tiskovni konferenci, pričeli v aprilu, končali bomo ga v oktobru, ampak ne bomo ga dokončno končali. Je 8 kasaških dirk, 4 smo že speljali in sedaj 3. v nedeljo avgusta je pa ena najprestižnejših dirk leta, to je 24. slovenski kasaški derbi in pa kvalifikacije za prvenstvo 3-letnikov. Do 3. avgusta, kot sem rekel, bo tale prestižna dirka. Mi smo zadovoljni, da imamo tukaj kvalifikacijo za 3-letnike. Prvenstvo z 3-letnikov letos ni pri nas, ampak je druge. Ampak tista, bi lahko rekli, najelitnejša dirka leta za 4-letne slovenske kasače je v avgustu, je vsako drugo leto v Ljutomeru, letos od naši 140-letnici je tukaj. Tukaj bo nastopalo 12 kasačev, ki so se uvrstili po kvalifikacijah v derbi in lahko smo zadovoljni, da je od teh 12 7 ljutomerskih iz našega kluba, ljutomerskih kasačev. Seveda na ta dan bo tudi nekaj prireditev, predvsem okrog derbija, ko mi želimo pač prikazati še kaj drugo, tudi za našo ljutomersko godbo napihala z mazoretkami, z plesalkami iz Svetega Jurija in še kaj mogoče, tako da bi bilo tudi za vse nekaj, tudi za otroke bo možno jahanje, vožnja tudi si počijo, tako da bo program pester. Z pomočjo občine in predvsem tudi po naši zaslugi smo naročili lepo vreme, tako da to bo. To vam garantiramo, tako da pridete vsi in bomo se tam kaj imeli in gledali pač naše iskre, domače, ljutomerske konje, pa tudi druge, pa dosti prijatelje bo. Hvala lepa. No, v nedeljo sem omenila že imamo utrinke z Vinske ceste Jeruzalem, pa bi prosila, ker je še kar nekaj dogodkov gospoda direktorja, da nam na koncu mogoče napovabim, potem da se ne bo tehničnih težav. No, v nedeljo pa je tudi dogodek že več let, ki ga nismo pač dali na koledar prireditev, letos pa smo se pač spomnili, da bi lahko tudi povabili širši krog ljudi, zato pozdravljam gospod Senčarjevo iz turističnega društva Stara cesta, ki pa tudi že več let pripravlja rimske igre. Naše turistično društvo že 13. pripravlja sodobne rimske igre. To je pravzaprav takšna tradicionalna prireditev namenjena vaškemu druženju. Ime ima rimske igre zaradi tega, ker je pač naša dva Stara cesta je dobila ime po rimski poti in imamo tudi rimsko obeležje, rimske gomile in malo obeležje z rimskim novcem, tako da smo izbrali tako ime. Seveda so sodobne zaradi tega, ker pač ne delamo v stilu popolnoma rimskih iger, tako da delajo to naprimer v mestih, kot je bila Emona in Potovijo, ampak bolj na ravni plebejcev rimskega podeželja oziroma provinc. Šaljive rimske igre oziroma šaljive športne igre prirejamo pri gasilskem domu v Mekotnjaku. Ekipe so navadno iz krajev krajevne skupnosti Stara cesta, prihajajo pa tudi druge, saj povabimo oziroma imamo obveščenost. Program bo takšen, povorka popestrena z kostumi v rimskem stilu do obeležja, kjer tlakujemo simbolično en del ceste okrog tistega obeležja. Potem pa se odvijajo športne igre na travniku za ekipe, ki se prijavijo.
ekipe za odrasle in pa ekipe za otroke. Potem so nagrajeni najboljše ekipe z pokali, kar smo imeli prej včasih z takimi lončenimi, zdaj so pa bolj moderni, oni drugi, kar nam ni najbolj ponos, pa vendar. Postrežemo pri rimskem kamnu s kruhki, kolački, rožicami, zvezdicami in podobno, napravljenimi po starem rimskem receptu. In pa na samem prizorišču pa ponujamo rimski krožnik. To je v glavnem prireditev za druženje, ne z nekim posebnim tekmovalnim nabojem. Potem pa vabimo tudi druge obiskovalce, ne samo domače. Če pravi gospod, da je za vreme poskrbljeno, potem sem jaz pravzaprav zelo vesela, da bo tudi naša prireditev uspela. Hvala. Hvala lepa. Za vsakega je potrebno nekaj pripraviti, tako da tudi po moje ni težav, če se zadeve podvajajo, pa jih je čim več, da se bo vsak našel neko prireditev, ki mu bo ustrezala. V ponedeljek, 4. avgusta, nadaljujemo z dnevom društev. Na dan društev je spet vključena lokalna turistična organizacija, ki bo organizirala delavnico za otroke s Kasačem Tinkom in pa družabni večer z društvi. Namreč v naši občini je v društva od kulturnih, mladinskih, športnih, humanitarnih, socialnih in tako naprej vključenih več kot 14.000 ljudi. To je res velika številka in moram povedati, da smo izjemno veseli, da se skrbi za tako pestro društveno dogajanje, kajti vsi ti ljudje to delajo z srcem, prostovoljno skrbijo za svoje dobro počutje, pa tudi za počutje vseh ostalih občank in občanov. Tako da se jim ob tem dnevu seveda iskreno zahvalimo za dobro delo in jim z hvaležnostjo tudi izročimo zahvale. Seveda pa je ta dan tudi zelo prijeten, ker se ti društva seveda lahko predstavijo za svojimi rezultati, pohvalijo svoje delo. Tako da vabljeni res vsi v čim širšem številu, da se tudi ostali, ki niso aktivni, prepričajo v to pestro dogajanje in se v čim večjem številu tudi v prihodnjih letih vključijo. Sedaj pa bi povabila gospoda direktorja lokalne turistične organizacije, ker sem ga že dvakrat omenila, da nam malo pove, kaj se bo dogajalo strani lokalne turistične organizacije v tem tednu. Lep pozdrav v imenu lokalne turistične organizacije, tudi svoje imeno, pozdravljena gospa županka, hvala za povabilo, predstavniki medijev in tudi kolegi, kolegice. Ja, da se vrnem zdaj na nedeljo, kot se je že županka omenila, je Vinska cesta Jeruzalem, tako rekoč dole v Ljutomeru in ne gor v Jeruzalemu. To je rdeča nit našega Lotmer, kako vemo, vino in konji in vino, kakokoli že, enega brez drugega nikoli ni šlo dobro tukaj pri nas in tudi ne bo, tako kot je že povedal gospod Slavič, da bo tudi prihodnje tako. No in trije vinogradniki so se v tem času odločili, da bodo nudili degustacije proti plačilu. To je vinogradništvo Škrget, vinogradništvo Hrovačič in vinoreja Kavčič. Ti vinogradniki prodajajo vino tudi v vinoteki Jeruzalem, kajti to je pogoj. Tisti, ki prodajajo vino v vinoteki Jeruzalem, so tudi upravičeni do te predstavitve. Naša lokalna turistična organizacija pa bo imela tudi en pult, kjer se bodo prodajali spominki na tematiko konj, kasač. Imamo magnete konjskih dirk, imamo obeske, imamo različne potkve, se pravi zelo dosti na to tematiko konja kasača. In v sklopu te predstavitve Vinske ceste Jeruzalem bo prišel tudi kasač Tinko vas pozdraviti, se ga poznate, že ste že pojavili na mnogih prireditvah in se še tudi bo. Za kratek čas, kajti njemu bo precej vroče, tisti čas, ker vreme bo toplo, pa to ne kvečemo, 1 uro bo tam, potem pa mora iti spet malo na hladno. Ja. Tako, toliko. In ti vinogradniki bodo več čas prireditve, se pravi kasaškega derbija do konca tam, tako da bodo res lahko tisti, ki ne hodijo v Gorice, pač tukaj v Ravnicah malo poskusili ta vina naša dobra.
V ponedeljek pa spet Kasač Tinko v svoji akciji z otroki v parku prvega slovenskega tabora. In sicer šlo bo za en taki natečaj, kdo bo narisal najlepšega ali pa najbolj posrečenega Tinka. Tisti bo dobil eno vožnjo s Tinkom na hipodromu. Sodeluje lahko samo otroci do 15. leta. Tako da ženske ne se veselite. Tako to, potem še pa imamo v sredo predstavitev v sklopu občina se predstavi. To so dejavnosti našega zavoda, ki so letos v sklopu občinskega praznika. Hvala lepa. Torek, 5. avgusta, hvala lepa za opozorilo, Dan kulture. Dan kulture je v bistvu dan, ko smo skupaj z seveda Splošno knjižnico v Ljutomeru uspeli organizirati kar nekaj dogodkov, tako da bom sedaj povabila vršilko dolžnosti direktorice, gospod Vesno Lejzanjo, da nam tudi predstavi te dogodke. Lepo pozdravljeni, kot rečeno, torek je Dan kulture in začnemo v parku, ker se je že pred dolgim leti odvijalo boj za našo besedo in kulturo, torej vedno imamo ali pa smo že navajeni tradicionalno čitalnico za otroke, torej pravljice pod hrasti. Potem je tudi že kar zdaj tradicionalno branje poezije ob 17:30 uri tudi v parku. In kar nas zelo veseli, bomo tudi si pogledali v kinu, v Domu kulture, dva filma, in sicer film o Grossmanu in film o Miklošiču, o naših dveh zelo pomembnih možeh, tako da ste vabljeni v 19. uri v kino. No, zaključi pa se ta naš Dan kulture z predstavo Hadžiča Ločitev, to je pa gledališka predstava v atriju Mestne hiše v Ljutomeru. Da ne pozabim, tudi knjižnica je v ta namen v tem tednu dala tudi nekako za naše zveste bralce in tudi občane 3 ugodnosti, to je brezplačen ogled muzeja v Mestni hiši. Potem na tisti dan, to je 5. si lahko tudi pridete v knjižnico in dobite enoletno članarino gratis in tudi na dan 6.8. se vam odpiše, če seveda datum pade na to, zamudnina za knjige, ki se pač rada dogaja, da ljudje pozabimo vrniti knjige. Tako da hvala, želim vam lepo praznovanje in udeležite se Dneva kulture. Hvala lepa. Jaz bi tukaj res povabila na ogled teh dveh filmov. Namreč letos se že 10. zapored odvijal festival vina in filma in to je res vredno ogleda in pa tudi Gimnazija Franca Miklošiča iz Ljutomera je v lanskem letu 150. obletnici rojstva dr. Franca Miklošiča posnela res izjemno dober, zanimiv film, tako da bi jaz priporočala, da si ga vsi ogledate. No, pa smo na sredi, 6. avgusta, občina na prostem. Seveda začnemo, oziroma vsako leto se na ta dan odprejo vrata našega letnega kopališča. Isto je tudi točno na tisti dan, ko ima naša občina rojstni dan, to je v soboto, 9. avgusta, ko imajo vsi kopalci prosti vstop, to bo sicer povedal gospod direktor športnega zavoda. Se pa na ta dan želimo občankam in občanom predstaviti z rezultati svojega delovanja. Tako občinska uprava, povabimo tudi občinske svetnike, da bi poklepetali z našimi občankami in občani, potem tudi vsi zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, predstavniki krajevnih skupnosti in pa tudi javno podjetje ter ostala podjetja, ki z nami sodelujejo na območju občine Ljutomer. Na ta dan se organizira tudi novinarska konferenca na prostem. No, letos ne bomo imeli občine na prostem na glavnem trgu, ampak v našem čudovitem parku prvega slovenskega tabora. Verjamem, da se bomo vsi potrudili maksimalno in prikazali, kaj nam je uspelo v tem 4-letnem obdobju narediti.
Jaz moram povedati, da smo zelo veseli in na novinarski konferenci bomo tudi predstavili rezultate oziroma položili računa našega 4-letnega delovanja. Če samo na kratko povzamem in se spomnimo na leto 2000, so se zgodile volitve, smo obljubljali nekako 9 projektov, sedaj vidimo, da smo jih realizirali več kot 40 in to je nekako do konca leta še planiramo izvedbo nekaterih projektov in bo to znašalo približno investicij za 30 milijonov evrov. Od tega smo pridobili 15,6 milijona evrov nepovratnih sredstev, tako da ocenjujem, da smo bili zelo uspešni glede na to, da nam je država v teh 4 letih iz naslova primerne porabe finančne izravnave zagotovila manj sredstva za približno 640 tisoč evrov in pa seveda negativno stanje, ki smo ga prevzeli. Tukaj bi tudi rada poudarila, da smo nekako zgradili do sedaj približno 70 km infrastrukture, katera je to seveda podrobno še predstavljena na novinarski konferenci in pa pomemben podatek, ki se mi ga zdi omeniti, je tudi ta, da smo, kljub temu, da so nam zmanjševali sredstva strani države, nivo financiranja tako za delovanje zavodov kot društev ohranili na istem nivoju in tudi nismo povišali nobene cene storitve za občanov. Kaj več bomo seveda z veseljem povedali v sredo. Skupaj z mladimi pa se bomo v sredo tudi veselili dogodka Be Fit, Be Smart, razgibaj se na nove plezalni steni in fitnessu na prostem. To se bo zgodilo v športno-rekreativnem centru v Ljutomeru. Res moram tukaj pohvaliti mlade, ki so dali to pobudo za fitness na prostem, tudi se bo predstavilo, kako se pač z vlastno težo telesa razgibaš na tem. To so elementi, ki so primerni od najmlajših do najstarejših, tako da upam, da se bomo pač tam srečali seveda v različnih starostnih skupinah in se seveda veselili nove pridobitve. Plezalna stena, ki pa je tudi postavljena, pa je bila seveda financirana s pomočjo donatorjev, sponzorjev in to je neka dodana vrednost za naše mlade, da bodo res skrbeli za svoje zdravje. Obogaten pa bo ta dan tudi z zabavnimi kopališkimi igrami Ljutomer na vodi, ki pa je seveda v organizaciji športnega zavoda in bi sedaj seveda povabila k besedi direktorja športnega zavoda, gospoda Branka Škodriča. Hvala lepa, prav lep pozdrav tudi v imenu Športne zveze Ljutomer in javnega zavoda šport izobraževanja odraslih in mladine Ljutomer. Torej, kopališke igre že na nek način postajajo tradicionalne, čeprav so še komu tretjič zapovrstjo, ampak računamo, da bo v prihodnjih letih tudi podobno. Vreme, kateremu smo priča letos, se ravno ni naklonjeno dejavnostim in aktivnostim na letnih kopališčih, enako je seveda tudi žal v Ljutomeru in upam in verjamem, pa tudi napovedi so takšne, da bo prihodnji teden vreme prijaznejše do vseh nas, ne samo do tistih, ki bodo obiskovali letno kopališče in seveda na osnovi tega pričakujemo, da bo seveda udeležba na kopaliških igrah podobno uspešna, kot je bilo v preteklih letih. Torej, izključen namen kopaliških iger dejansko ni neka spodbujanje neke tekmovalnosti, zabava, druženje, da pa seveda vse ne bi bilo brez tekmovalnosti, smo pač športniki taki, da dodamo na koncu neke pokale in ostale zgodbe, da le imamo vrstni red. Torej, negacija negacije, to je včasih tudi prav pride, ko nimaš drugega izgovora za svoje početje, ki ga upravljaš. Kakorkoli že, v 4 igrah se bojo mešane postave lahko pomerile, na ekipo sestavljajo moški in ženska, igre se odvijajo izključno v vodi in na vodi, tako bodo upravljali spretnostne naloge, kot je veslanje na blazini, potem štafetni tek, iskanje zaklada in pa vlečanje vrvi. Svetujem, pridite, pogledajte, bodi si kot gledalci, bodi si kot aktivni udeleženci,
Zabavno je, časopanje je polno smeha, pa tudi ne manjka. Hvala lepa. V četrtek, 7. avgusta, sodelujemo z gospodarstvom. Moram povedati, da je sodelovanje z obrtno zbornico v Ljutomeru izjemno dobro. Tudi sodelovanje preko obrtno-podjetniškega strateškega sveta je bilo na zelo visoki zavedljivi ravni in dobili smo kar dosti dobrih predlogov, pobud, da se je olajšalo tudi življenje na področju gospodarstva. Določeni ukrepi so tudi bili sprejeti v tem smislu in nekako smo v znak dobrega sodelovanja na ostalih področjih tudi vsako leto skupaj z obrtno zbornico se dogovorili, da razglasijo najuspešnejšega obrtnika. V naši sredini pozdravljam predsednika obrtne zbornice, gospoda Danijela Zelka, ki bi nam kaj več povedal o tej prireditvi. V imenu obrtne zbornice Ljutomer, spoštovani občani, občanke obrtne zbornice, cenjeni upokojeni obrtniki, ter vsi člani območno obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer. Lep je spet na okrog, v obrtne zbornice Ljutomer spet praznujemo. V sklopu praznika občine Ljutomer, v četrtek, ko je dan namenjen gospodarstvu, vabimo na slavno prireditev, razglasitev in podelitev naziva Obrtnik leta 2014. Prireditev bo v četrtek zvečer, 7. avgusta ob 20. uri na glavnem trgu v Ljutomeru. Slavnostni govornik bo predsednik Obrtne zbornice Slovenije, gospod Branko Mejh. Vabljeni pa so vsi člani območne obrtne podjetniške zbornice Ljutomer, da s svojo navzočnostjo skupaj počastimo to dogodek. Moram reči, ponosen sem, da kljub trenutni krizi in negotovosti, posebej še v malem gospodarstvu, lahko v svojih vrstah najdemo uspešne obrtnike, kateri pišejo uspešne zgodbe, za katere tudi velja, da je pridno in trdo delo še vedno krepost in vrlina. In prav ti posamezniki nam za svojo marljivostjo ponovno dokazujejo, da se tudi s poštenim trdnim delom da preživeti in tudi kaj ustvariti. Za svojo skrajnost in svojim zgledom vpliva upanje za boljšo prihodnost. Skupaj vsi ste lepo vabljeni. Hvala lepa. Nove četrtek se bo zgodila tudi okrogla miza, kjer nam bodo uspešne menedžerke iz Pomurja predstavile pot svojega delovanja. Seveda bo tukaj tudi posebnost, kjer se nam bosta pridružili Pasero z dobrimi svojimi čokoladami in pa seveda izdelovalka mil iz naravnih materialov, gospa Luski prihaja iz Peruja. Seveda bi bilo zaželjeno, da se tudi udeležijo te okrogle mize moški v čim večjem številu, ne samo ženski, ker ženske bodo govorile, moški pa so vabljeni, da tudi kaj poprašajo, kaj kakšne dobre predloge posredujejo. No, v naši občini je seveda zelo dobro organizirana kultura in zato seveda morajo tudi obstajati menedžeri, če želiš, da določen posel tudi steče. V naši sredini pozdravljam Miro Rebernik Žižek, ki tudi kot vodja javnega sklada za kulturne dejavnosti ima prispevek v sklopu občinskega praznika in seveda določene ugodnosti, pa vas povabila, da predstavite zadevo. Dober dan vseh skupaj, tudi v imenu območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti Lotmerk. Tako je, tudi izpostava naša se vsako leto vključi v praznovanje občinskega praznika. In tako leto že drugič zapored bomo v parku prvega slovenskega tabora pripravili branje poezije pod mogočnimi hrasti v torek ob 17:30. Tukaj bi prav lepo povabila vse prleške pisce, ki pišejo bodisi prozo, bodisi poezijo, da se nam pridružijo in predstavijo nekaj svojih del, tudi jih preberejo, da se malo pogovorimo o njih. In letos smo se odločili, da bomo ta dela tudi zbrali in na koncu izdali eno tako brošurico z vsemi izbranimi prispevki, ki se bodo predstavili na tem popoldnevu poezije pod mogočnimi hrasti. Naslednja stvar, ki bi jo rada poudarila, je naš žlahtni abonma, ki ga tudi v tej naslednji sezoni pripravljamo. In sicer smo pripravili 5
predstav, vse o ženskah od Mestnega gledališča Ljubljanskega, Boris Milena Radko od SNG Drame Ljubljana, potem komični triler Kraja od SNG Nova Gorica in Da gospod premier Šentjakobsko gledališče Ljubljana in pa vse o Ivanu gledališke hiše iz Kopra. To je 5 profesionalnih oziroma 4 profesionalne in 1 polprofesionalna predstava. In tako kot je že bilo lani, tudi letos ponujamo za vse občanke in občane, tudi ostalih prleških občin, ki mejijo na našo ljutomersko občino, da izkoristijo ugodnost vpisa abonmaja in sicer po znižani ceni v času praznovanja občinskega praznika, se pravi od 2. do 9. avgusta, in sicer po ceni 40 oziroma 45 evrov. Omogočamo tudi plačilo na 2 obroka, lahko pa se oglasijo bodisi v Ticu Ljutomer ali pa v Domu kulture Ljutomer. Hvala lepa. Že smo na petku, ko smo spet razgibavali. Vesela sem, da se bo zgodila prva tekma na novem košarkaškem igrišču v Ljutomeru. Za Šicem je zgrajeno to igrišče in pa seveda se bodo predstavile tudi atrakcije na novo zgrajenem skate poligonu. Tu tudi moram pohvaliti mlade, zaradi tega, ker so sami izrisali elemente za skate poligon. Se pravi, to so naši preizkušeni mladi skaterji, ki so dejansko naredili izjemne elemente, tako da bo to skate poligon v bistvu služil kot primer dobre prakse oziroma vzorčni primer izdelovalca, to je podjetje Varis, ki bo seveda svojim poslovnim partnerjem ta namen tudi ta skate prostor razkazoval. Ker je boje to vse preizkušeno in deluje tako, kot je treba. In pa seveda tudi pri košarki smo vključili mlade, pa tudi naš športni zavod, da so sodelovali, da bodo res ta igrišča služila svojemu namenu, tako kot je potrebno. Spet moram povabiti direktora športnega zavoda, da nam predstavi, kaj se bo še dogajalo v petek, tradicionalni taborski tek in pohod in pa seveda gospoda Janka Špinglerja, predsednika, oziroma nisem predsednik Športno-rekreacijskega društva Kostarjevica, ampak zelo aktiven, da nam predstavi tudi nočni turnir odbojka na Mivki. Lepo prosim. Ja, hvala. Sicer bi prej lahko, pa mi je nekako šlo, ta taborski tek se že tako zaletja, ker 19. leto, da je že to ustaljena praksa. Novost, ki jo uvajamo, pa vendarle še je neka se našla, namreč ozirom na to, da je v Sloveniji kar precej govora tudi o invalidih in njihovi mobilnosti, smo se mi odločili, da tek razširimo tudi za področje invalidov in ponudimo možnost sodelovanja v Ljutomeru, sicer pa na temo invalidov in predstavitev športa kot celote, če lahko izrabim to priložnost, pa pripravljam praven poseben dogodek, ki bo 30. in 31. avgusta. To bo dan odprtih vrat vseh javnih športnih objektov za predstavitvijo preko 20 športnih panov v teh 2 dnevih in pa tudi seveda predvsem tudi s poudarkom na možnosti ukvarjanja s športom invalidov. Tudi Paraolimpijski komitej Slovenije se vključil v to akcijo in pripravil veliko zadovoljstvo sodelovanja v Ljutomeru. Sicer pa sam tek, klasični začetek na glavnem trgu, startni cilj vseh tekov. Teki dolžine prog so od 250 metrov pa do 8,5 km, s tem, da kot prej že omenjena novost za invalide bo razdalja 450 metrov. In pa tisti, ki mogoče niso toliko tekmovalno ogreti, pa čisti rekreativni tek na 3 km s startnim ciljem ponovno seveda na glavnem trgu. Potem še tudi tradicionalni pohod, ki že tudi preko 15 let je izveden vsako leto ob sodelovanju seveda z Planinskim društvom Ljutomer, ki potem poskrbi tudi, da tek poteka skladno z vsemi veljavnimi predpisi.
pohod je dolžine oziroma trajanju cirka nekje 2 uri. Štart je ob 17. uri, sočasno spremlja štartom najmanjših kategorij. Cilj pa tudi tam na Glavnem trgu pa nekje med 7. popoldan oziroma 7:15, takrat, ko imamo tudi predvideno končno razglasitev rezultatov, zmagovalcev in ostalih uvrščenih na taborskem teku. Hkrati pa še velja povabilo tudi za soboto, tudi soboto, kot je že županja omenila, je brezplačen vstop na letnem kopališču, tako da velja tudi to izkoristiti. Hvala lepa. Ja, da bi še vas jaz pozdravil v imenu Športno-rekreativnega društva Kostanjevica in sicer kot tajne društva. Ja, naše društvo se je do sedaj tradicionalno udeleževalo vseh športnih aktivnosti, ki so bile organizirane v sklopu občinskega praznika. Letos, pravzaprav lani, smo pridobili eno pomembno pridobitev na našem športno-rekreativnem centru, to je elektrifikacijo. Postavili smo kandelabre in smo razsvetlili odbojkarsko igrišče na Mivki. Zato smo se letos odločili, da bomo organizirali nočni turnir v odbojki na Mivki trojke, kar je sedaj, moram reči, že kar nekaj let se igrajo turnirji, rekreacijski turnirji v trojkah. In naše društvo sodeluje v vseh teh tekmovanjih, zato smo se tudi letos odločili, da bomo organizirali ta turnir. Turnir se bo pričel ob 19. uri po sejemskem teku, se pravi, da vabljeni z prizorišča z Glavnega trga z Ljutomera, da se nam pridružite v našem centru in če ne kot igralci, tudi kot navijači, gledate atraktivno igro odbojke na Mivki. Kot vsi moji predhodniki prej ste omenili, da imate že tradicionalne turnire, mi bi se zdaj letos vpisali v to in bi želeli prav tako, da naš turnir ostane potem tudi tradicionalni. Hvala lepa. Hvala lepa. Smo pri zadnjem dnevu, sejemskem dnevu, v soboto, 9. avgusta. Med nami pozdravljam predsednika Turističnega društva Ljutomer, gospoda Valentina Vodarja, ki nam naj seveda predstavi 30. tradicionalni krleški sejem po celem Ljutomerku. Nekaj še sam pozabila, če mi dovolite, gospod predsednik, mogla bi omeniti za petek eno posebnost, in sicer z nami bo tudi na otvoritvi košarkaškega igrišča in skate poligona gospa Katja Koren, predsednica Fundacije za šport iz Ljubljane, saj nam je v bistvu fundacija tudi prispevala denar oziroma pomagala pri izgradnji omenjene športne infrastrukture. Lepo prosim. Hvala lepa za besedo in prav lep pozdrav vsem zbranim v imenu Turističnega društva Ljutomer. Povedamo malo o zgodovino. Turistično društvo Ljutomer je začelo delovati leta 1953, kar pomeni, da ima že dolgo brado in je starejšo kot večino nas tukaj prisotnih. Začetka je društvo imelo člana iz različnih vasi, sedaj kasneje, ko se je pa bolj razvilo to članstvo, društveno dejavnost, pa zdaj smo ostali nas samo na Ljutomeru. Društvo deluje, organizira razne prireditve v preteklosti, no in danes smo tukaj, da bi rad predstavil našo glavno prireditev, ko so jo turistični delavci oziroma člani turističnega društva prvič začeli oziroma organizirali pred 30 leti. To, kakor vemo, je osnova sejmov je zapis našega rojaka, ki je posnel prvi kratkometražni film dr. Karla Grossmana. Imamo sedaj tudi festival, kar pomeni, da se ta zgodba lepo razvija. No in če se malo poigramo s številkami, po ocenah novinarjev je udeležba kar dobra in se suče glede na vremenske razmere med 5 in 8 tisoč na leto, odvisno od leta. Lahko ugotovimo, da je v 30 letih v Ljutomerskem sejmu obiskalo približno
100 000 ljudi, da je obiskalo oziroma razstavljalo cirka približno 3000 sejmarjev, ker letos smo nekje oziroma zadnjih 5-6 let smo nekje na 120 in bi želeli to zadržati, da je na prireditvah sodelovalo okrog 70 različnih ansamblov in tudi to, da se je gostinci, v glavnem hrvaški gostinci so ponudbo spravili zelo na visok nivo, kar prikazuje tudi samo obisk na sejmu. Kako bo letos potekalo, tako kakor vsa leta, sploh sedaj, ko imamo ta prenovljen sejem, je dobil sejem popolnoma drugo vlogo. Predstavljala se bo društva, letos smo uspeli pridobiti tudi to, da bodo predstavljala v živo domače obrti, kovači, sadarji, lončarji, kulinarična ponudba in pa druženje celodnevno. In cilji našega društva, ki deluje prostovoljno, je to, da ohranimo prireditev na takšnem nivoju, kar tisti, ki se ukvarjajo z prireditvami, vemo, kako je, ker je problem v sodelovanju, tudi sodelovanje raznih zavodov in pa pravnih oseb oziroma podjetnikov je zelo različno. Na neki strani imamo zelo dobro sodelovanje, na drugi strani pa malo manj dobro sodelovanje. In bi bilo zanimivo, da bi se to malo poboljšalo. Toliko in vabilo, glede vremena je že predsednik konjeniškega kluba poskrbel za to, da je dolgo pooblastila županje, tako da upam, da bo celi telo verjetno vremena. Hvala lepa in prijetno vabljeno. Hvala lepa. Seveda je v soboto tudi rojstni dan naše občine. In ob 20 uri zvečer se bo zgodila slavnostna seja občinskega sveta občine Ljutomer oziroma slavnostna prireditev praznikov občine, kjer se podelijo tudi priznanja občine Ljutomer ter priznanja županje. Ta priznanja so odraz hvaležnosti in za izjemne dosežke in pozitivne vzore, ki nastajajo na vseh področjih dela in tudi življenja skozi številna odlična dejanja članov naše lokalne skupnosti in pa tudi širše. In priznanja občine bodo v letošnjem letu dobili pisno priznanje občine za uspešno delovanje na gospodarskem področju gospod Jernej Zupančič, plaketo z listino in denarno nagrado občine Ljutomer za dolgoletno uspešno delo na področju kasaškega športa magister Janez Slavič, plaketo z listino in denarno nagrado občine Ljutomer za izjemne dosežke na področju znanosti dr. Miro Pucanja. Priznanja županje pa bodo prejeli za 10 let uspešnega delovanja in mednarodno prepoznavnega Grossmanovega festivala, filma in vina bo prejelo kulturno-turistično društvo Festival Ljutomer. Za 10 let uspešnega delovanja društvo za osteoporozo Ljutomer. Za 15 let uspešnega delovanja klub menedžerjev Prlekija 2000. Za 30 let uspešnega delovanja karate klub Ljutomer. Za 30-letni prispevek k ohranjanju tradicije Prleškega sejma turistično društvo Ljutomer. Za izjemne dosežke na področju inovacij v znanosti magister Blaž Germšek, za izjemne dosežke v mednarodnem prostoru na področju umetnosti in vzgoje kulture magistra Katja Sudec. In pa za izjemni strokovni prispevek praznovanju 200. obletnice rojstva dr. Miklošiča, dr. Marko Jesenšek, dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Jaz bi že zdaj izkoristila priložnost in čestitala vsem nagrajencem in se seveda iskreno zahvalila vsem občankam in občanom, ki jih vodijo podobni notranji vzgibi ter opogumlja pripadnost k naši občini, ko uresničujejo prizadevanja po izboljšanju življenja, medčloveških odnosov, izgleda naših vasi ter krajev in se odzivajo tudi na klic po pestrejšem kulturnem ustvarjanju ter dogajanju na vseh drugih področjih. Tako da vsi vljudno vabljeni na vse dogodke, ki smo jih pripravili skupaj.
Iskrena hvala vsem, ki ste predstavili vse dogodke. Želim si, da ste se zbrali v čim večjem številu in se seveda veselili naših uspehov in prizadevanj. Hvala lepa.